Zdaj sem v Dolenjskih Toplicah, ker sem štopal. Mi je ena luštna družina ustavila in so mi skrajšali pizda 1 uro. Zdaj imam samo še 6 ur. Dolenjske Toplice, nesojeni kraj. Jaz imam dost tega snemanja, ker mi baterijo kur in imam samo še 60%, a imam še 6 ur za pičit. Vreme je šel v kur, ful piha. Ful je začel pihati, ti oblaki. Še 4 dni. Ne rab niti 4, sam naj zdrži do nedelje zjutraj. Unih 8 ur lahko podrži vhodom, mi ni panike. Ker vem, da prijem domov. Ja. Lepega je konec očitno. Lepega vremena. Tole zdaj burja neka pizda. Dobar. Ful piha. Do Črnomlja 6 ur. Jaz bom po moje zahaklo še kakšen prevoz. Ker te so mi zdaj to pomagali ful, da so me do Dolenjskih pripeljali. Tako. In tako. Da ja. To je to. To pa je en zelo grozljiv gozd. Tako, ful je poraščen, temen in je res scary. Pa hodam proti Črnomlju, kao, Google Maps ne dela več, ker tle ni signala. Tako da, kar bo, a? Ful me je skrbelo, da bom skozi hodil, da bom skozi imel civilizacijo in avte in to. Ni te bojazni, ker ni ljudi toliko spet. Pa pohodam po takih teh cestah, kjer tega ni. Rahle težave te pripravlja dež. To pa res ne rabim. 2 dni je zdržal in tole zdaj se ga je usral. Upam res, da ne bo dež, ker dež potegne za sabo marsikaj. Pa bom mogel biti v bundi s pelerino čez in to se bom skuhal. Srednji česer in potem nogometno igrišče in je ful lepo. Glej to. Top in za basket. Pa to je eno najlepših igrišč, kar sem jih videl. Imaš za basket in imaš za fuzbal, pa še travo. Neverjetno. Dobin tle. Tle sem. Problem imam, ker nimam za jest, ampak ama ništa. In tudi na tej moji poti, zdaj, ko sem, ni nobene trgovine. Tako da danes je post in romanje. Rabam eno pauzo, pa sem rekel, da bom počakal do 12, pa pauzo. Kaj pa če bi šel vprašat, koga da kaj zjesti, te bajte. Imate kaj za jest, za popot? En prijatelj spet laja. Kmetijica je pa tudi posebna. To je zdaj moja pot skozi gozd, da pridem do Laz in potem naprej Črnomelj. Lačen sem ful, sem lačen ratu, zapit imam pol litra vode in to bom mogel zelo raztegniti. Zdaj bom pa hodil tam, kjer ni ne bajt, ne nič. Še zadnji kmet. Moram reči, da me pa zdaj
tlele mečkano strah in se pojavljajo misli, kaj pa če srečam jaz dveda zdaj tle, kaj ga bom s tem štapom pizda. Zdaj, dobar je, nimam nič hrane, tako da ne more zavohati. Ampak tako pizda, kaj naredim? Upam samo, da me ubije takoj, da me tako poškoduje, da hitro umrem, da ni mučenje kako. Ampak čisto samo te misli začnejo hoditi. Je pa ful lepo. Obožujem ta gozd, kaj je ta mah po tleh. To je res lepo. Tale gozd ima potencial biti MVP. Ali pa recimo temu highlight tega mojega potovanja, ker je res magičen. Neka makadamska cesta, visoka ta drevesa. Ni čist gozd. Res lepo, no. Oh, fuck. Zajebo sem se sam, veš koliko bi ga sedel tle med za pojesti. Se lepo v tem gozdu nekam sedem in pojem, se najem, malo počinem. Joj, nisem mi dal, nisem tam mogel Mercatorja najti. Pizda. Dobar. Zdaj je, kar je. Imam še 6 ur dnevne svetlobe, upam, da enkrat pridem ven iz tega. Dramatiziram, no. Ujebe. Zdaj že hodim neprestano. Koliko od 7, 8, 9, 10, 11. Ha! Pa bomo še do 12. Koliko dreves model. Oh my god. V hrib spet gor. Takole, v takih trenutkih pa nimaš občutka, da se bo končal to kdaj. Nimaš občutka, da bo konc tega. Ni ga. Ne moreš ga najdeti nikjer. Samo iz razuma lahko rečeš, ja, če bom hodil naprej 6 ur, bom sigurno prišel do česa, do hrane, do... Ampak debilni del možganov je pa tako... Nikoli konca ne bo! Začel je deževati, ne ful, ampak dežuje in razmišljam, da bi šel iz tega, kje sem jaz to, pri Bišje, z vlakom, ker sem glih pri železniški postaji grem mim in razmišljam, da bi šel z vlakom. Ne, to je Rožni dol. Rožni dol. Da grem z vlakom do Črnomlja, pol da tam grem neki pojest, si kupam za jest, malo se spočijem in pol še moram itak hoditi kakšno uro do prenočišča. In se ful borim s sabo, ker sem rekel, da bom hodil skozi, ampak danes sem že štopal, pa veš je, imam dobre izgovore. Kako je vedno tako osamljeno na tem postajah, tako srednik, česar. Kako pa karto kupaš? A je kdo tle? A je kdo tukaj?
Kaj the fuck, model? Bom počakal ta vlak. Pa. Ker jaz sem tudi šmeksi. Zdaj bom počakal. Ker itak rabim pauzo. In je glih prav. Pa bom videl. Wow. Utrujen. Čakam na vlak. Še 3 minute ne bi. A se, če ga ne, pa 3 ure hoje. Ne. Takole pa 20 minut. Fascinantno mi je to. Jaz hodam tle 3 dni in zdaj en majster v 1 uri pride do mene. Iz Ljubljane. Iz Ljubljane. Iz Ljubljana. Utrujen, lačen. Dejansko bi lahko hodil 3 ure še. Ampak tudi malo mi je všeč se z vlakom vmes voziti. Gušt. Mi sede. Moram malo breakati lastna pravila, ker se včasih ujamem v lastna pravila. In potem sam sebi ne dam dihati. Tako da tokrat bom malo breakal svoje pravilo, ker mi sede iti malo z vlakom. Postaje so mi všeč železniške. En tak zanimiv vibe imajo. Nekaj bo prišlo, veš, ampak si pa sam, posebej na takih teh postajah, kjer je res. Kjer nič. To sem že parkrat doživel. In so vedno prazne te postaje, ker folk se ne zadržuje, samo gre. Ura je. Zdaj, v možganih je preskok narejen, da ne bom hodil še 3 ure do Črnomlja. Prosim, vlak, če prideš zdaj, no. Ne boli me nič več, nič manj. Bolečina je ista. Tako se mi zdi v nogah. Edino traja vse. In pol ta človeška, da se zdolgočasiš, to me matra. Danes ni toliko. Danes sem čudno, jaz sem danes hodil skoraj koliko, 6 ur brez prestanka. Nisem pavze, pavza je bila, lažem. V avtu sem bil 15 minut, pa 15 minut sem ležal v gozdu. Tako da to je pol ure pavze na 6 ur hoje. In nisem... Pa dobro je, ker ni vroče, ker zdaj mi je bilo vroče 2 dni in sem lahko bil bunden. Ker je pihalo in je deževalo. Ta vlak ne bo prišel. Nekaj sem zajebil. Google Maps Google je rekel, da ja. Kaj pa, če pogledam vozni red? Rožni dol. Proti Metliki. Kaj gledam zdaj jaz tle? LP, kva LP? I don't get it. 13:08? Rožni dol, 13:08. Naj bi bilo.
13:08. In ja, super. 13:08, ura je pa 13:03. Ja, še 5 minut si lahko privoščim. Vedno, ko nekaj takega počnem, tako ful vidim smisel v tem, da ne počneš tega. Ampak moraš to iti narediti, da pol lahko ceniš tisto, kar imaš tam. Ful hecno. Ampak ne moreš pa to, mora biti izkušnja. Jaz moram iti odtrpeti teh 6 dni, da bom pol doma 1-2 tedna bil navdušen nad tem, da imam dom. In ne vem, če sem človek, ki bi lahko šel potrat 1 leto, 2 leti, ali pa da je non-stop nomad. Zdaj ne vem, je to neko močno domotožje, ker bi pogrešal ono znano okolje svoje. Tisti del sebe, ki ga pustiš tam. Ker če ti greš tako nekam, Admir, ki rad vstane zjutraj, gre na sprehod, pa nekaj doma počne, pol gre jest in pol popoldne gre na šmarno, ali pa gre trenirat, ali pa se gre družit, ali pa nekaj počne čistko. Neko življenje se odvija, ki je znano na nek način, gre na kosilo, gre... Samo vse je znano in pol te čez čas to nekaj začne motiti, da je vse znano in potem rabiš en tak šamar, vsaj jaz. Ampak takoj, ko začneš šamariti tole, ti je jasno, da mi je jasno, da je tam odgovor. Pa to z ljudmi, ne, koliko ful pomeni to, ko te nekdo sprejme toplo, pa ti ustav, te pelje, ti da za jest. Tako, to so tako ene lepote. Da vidiš, da so ljudje dobri. In res sta bile obe družini tako posebne, tople, prijazne. A boš ti prišel? Ja, bo. No, tole pa bomo pustili tle enemu.